Nogometaši Kopra so po porazu v prejšnjem krogu v Domžalah iskali priključek z vrhom proti Zavrču, najslabši ekipi tega drugega dela prvenstva. Prva akcija tekme je že v 10. minuti, priložnost za Lotriča na pravem mestu Fink. Nato akcija Zavrča, Kresengar je bil pred vrati, Vasje Simčiča, na koncu pa je žoga končala v kotu. Akcija gostov, ki pa se ni končala z neposrednim strelom proti vratom Simčiča. Prosti strel za Koprčane, meril je Štulac, na pravem mestu pa Fink je žogo tokrat uspel izbiti v kot. 27. minuta, nova akcija Kanarčkov, lepa kombinacija, Palčič je bil podajalec, na koncu pa je zaključil Štromajer in pa peljal Koprčane v prednost 1:0. Zadetek Jake Štromajerja, ki je v tem drugem delu prvenstva v dobri formi, še enkrat je pokazal natančen strel in premagal Finka za prednost domačih. Do konca prvega dela še dve obetavni akciji, najprej podaja Čeha, z glavo je meril Kresengar, odlična obramba Simčiča in še priložnost Kopra, oddaleč je poskušal Štulac, tokrat pa nekoliko previsoko in ostalo je pri minimalni koprski prednosti. V drugem delu najprej prečka Roškarja, potem pa je Vasja Simčič z izjemno obrambo preprečil gol Matiji Smrekarju proti napad Koprčanov. Lotrič je bil sam, zadev je le zunanji del mreže. Še ena priložnost na drugi strani Zavrča, drugi polčas je bil kar dinamičen, gostje so poskušali z napadi, Simčič pa je ubranil strel Kresengarja. Po novi prekinitvi nevarni domači, prosti strel je izvajal Guberac, Halilović pa je z glavo zgrešil gostujoča vrata. Kombinacija Mateja Palčiča in Pučka, na koncu žoga mimo vrat oziroma dobra obramba Finka. Prišla je akcija Zavrča, ki se je končala s prostim strelom za gostujoče nogometaše. Prosti strel je izvajal Fuček, to pa je bil velemojstrski gol za izenačenje na 1:1. Izključen je bil še trener Vanoli, ki je protestiral ob klopi in Koper je tekmo končal kar s trenerjem manj. Tole pa je še enkrat mojstrovina Fučka za izenačenje na Bonifiki. Do konca tekme je Koper potem poskušal po izenačenju Zavrča priti do novih 3 točk. Vanoli je moral zapustiti igrišče, Koper pa se ni dal zmesti, najprej je priložnost zamudil Črnigoj, poskušal je z leve, nekoliko zgrešil, vrata Zavrča, lep poskus Črnigoja. Potem pa še ena akcija istega nogometaša, povratna žoga in močno je meril Domen Črnigoj in zatresel mrežo Zavrča za 2:1 v 85. minuti. To je bila hkrati še zadnja akcija tekme, odličen strel Črnigoja in zaključek za zmago Kopra proti Zavrču, ki še naprej nima zmage v tem drugem delu prvenstva.